Ja, hvala lepa. Najprej hvala vsem, ki so se odpovedali razpravi. Hvala vsem tudi, ki ste razpravljali oziroma ki ste predstavili stališča svojih poslanskih skupin. Nekaj stvari je bilo povedanih, ki pač terjajo odgovor, tudi pojasnilo, zelo na kratko. Prvič, danes nismo tukaj zaradi tega, ker bi opozicija porušila vlado, ampak zato, ker je predsednik vlade odstopil. Še prej pa je ena od strank, stranka Levica, ki je tisto vlado podpirala, umaknila podporo. Torej, vse te besede o tem, kako si mi želimo oblasti, kako smo naredili vse za to oblast in tako naprej, oprostite, no. Če so kdaj zvenele smešno, potem zvenijo danes. Drugo, to, da smo se mi vmešavali v delo vlade, ki opravlja tekoče posle in povzročali zmedo in paniko in tako naprej, oprostite. To je tudi tako bedasto, da ne vem, ampak očitno to terja pojasnilo za to, da se to ne bo širilo tudi v prihodnjih dneh in pa če malo energijo za pojasnevanje v času, ko tega časa ne bo. Glejte, poglejte na koledar, koliko časa se je sestavljala prejšnja vlada pa predprejšnja vlada. Jaz bi lahko mirno čakal 15 dni, preden bi predlagal ekipo, kateri danes glasujete, še vedno je ne bi imeli, in potem bi lahko vse skupaj trajalo še 30 dni, tako kot leta 2018 poleti. Bili bi nekje konec aprila, ko bi glasovalo vladi. Jaz smo to proceduro v rokah, pa pač koalicija, ki je to predlagala. Če bili mi takšni, kot nam očitate, bi lahko zdaj mirno sedeli v poslanskih klopeh ali pa v poslanskih pisarnah in opazovali, kako se vlada, ki je sama odstopila, praktično cvre v situaciji, ki je že in ki bo še bistveno hujša. Res je, da smo vzpostavili neko delovno obliko sodelovanja, ampak žal samo začasno, za nekaj dni v prvi polovici tega tedna in to na našo inicijativo. Mi smo pozivali gospoda Šarca, da se sestane Svet za nacionalno varnost, ker je tudi opozicija. Poglejte malo nazaj, pred enim mesecem sem jaz prosil, da se Svet za nacionalno varnost sestane. V vseh drugih evropskih državah se je sestal. Govoril sem z nekaterimi kolegi okoli nas. Vse druge države so funkcionirale tako, da je vlada praktično vsak dan obravnavala ukrepe, ki jih je treba sprejeti, zato da se zaustavi širjenje virusa. Pri nas se to nikoli ni zgodilo. Gospod Šarec je na moje sporočilo, na moje SMS odgovoril šele v soboto, potem, ko sem jaz javno zagrozil z kazenskimi sankcijami tistim, ki ne ukrepajo v tej situaciji. In še potem je rekel, da ne bo sklical Sveta za nacionalno varnost. In tukaj bom rekel vsa čast ministru za zdravje, čeprav ima svoje krivdo na začetku z nereagiranjem, ampak takrat je na moja prošnja potem on javno pozval predsednika vlade na tiskovni konferenci, da skliče Svet za nacionalno varnost in potem se je to zgodilo, pa še to čez 3 dni. In ponedeljek tega tedna je bil prvi sestanek v tej državi, kjer so ministri odhajajoče vlade resno razpravljali o problemu. Zdaj resno v narekovajih, ker nekateri so bili, bom rekel, skrajno neresni. Jaz mislim, da če bi nacionalna televizija prenašala tisto sejo, bi ravno toliko ljudi bežalo iz Slovenije, kot jih je iz Italije takrat. Popoln kaos. Ampak kljub temu smo se za nekatere stvari zmenili, se je trajalo dolgo časa. Ampak se beseda ni držala. Dogovorili smo se, da se naslednji dan dobijo ključni ministri, ki imajo v rokah ključne ukrepe v vladi, ki opravlja tekoče posle in v vladi, ki nastaja, in smo se dobili. Pač izmenjali smo številke, jaz sem nekatere stvari predlagal, ni bilo odziva, bil pa je dogovor, da če minister za zdravje zahteva, kadarkoli, da se ta koordinacija ponovno sestane. In situacija glede na rezultate testiranj, ki so prihajali, je bila že torek zvečer takšna, da je minister za zdravje
mene klical, da je potreben sestanek, zjutraj je pisno, obstajajo dokazi, prosil gospoda Šarca, da skliče ta sestanek, pa ga ni bilo. Nikoli več ga ni bilo. In zdaj to, ko poslušamo, da je minister Gantar takrat zamudil na tisti sestanek, moralo bi jih biti še 10 v tem času. Še 10 bi jih moralo biti v tem času. Da vam ne razlagam, koliko časa je trajalo, da se je formalno razglasila epidemija v Sloveniji, in to brez pravne podlage, da bo šla zdaj sprejeta. Ker za ta virus pač zakon ne predvideva teh ukrepov in je treba pravno podlago šele ustvariti. Ampak seveda tukaj, tudi če ni bilo vseh ured sprejetih, če bili ukrepi pravi, itak ne bilo nobenega problema, noben se ne bi potem spraševal, in do česa je prihajalo. Župani slovenskih občin so morali potem samoiniciativno, ko so videli, kakšna je situacija, zapirati posamične šole, ker pristojen minister za šolstvo ni reagiral in je potem še obtoževal te ljudi. Da ne govorimo o vseh drugih predlogih, ki so prihajali iz stroke, ki niso bili upoštevani. Je tak fascikel pisem, ki so jih tudi meni pošiljali, pa jih nisem dajal v javnost, ko je stroka opozarjala, kaj vse treba storiti, pa se ni storilo. Mi smo milo prosili, lahko vam pokažem vse te možne dopise, da se reagira, pa se pač ni reagiralo. In ko do posledice, zakon tukaj predvideva odgovornost in se bo uveljavljala. Zagotovo. Kar se tiče karantene, ne vem, kdo širi to vest, jaz sem jo demantiral že popoldan. Preverjala sva tudi z obstoječim ministrom za zdravje. Oni mislijo, da to prihaja iz naših krogov, jaz mislim, da prihaja iz tistih krogov. Tudi to je posledica tega, da ni koordinacije, ki je bila tukaj potrebna, in je nastajala nepotrebna panika. Še vrsto drugih takšnih situacij je bilo, ker ni bilo koordinacije, ne takšne, ne drugačne. Sprejemali so se ukrepi, ki jih je treba tudi po mednarodnem pravu uskladiti z drugimi državami, z Evropsko unijo. Nič se ni usklajevalo, mene so klicali predsedniki vlad sosednjih držav danes cel dan, zaradi vseh teh stvari, ki niso bile usklajene. Zdaj vmes se dogovarjamo za reševanje teh zapletov. Vprašajte gospoda Šarca, s koliko predsedniki vlad je govoril kot predsednik vlade, ki je še vedno v tem času. To ne povem, kaj so mi povedali. Torej, zato, da vse te informacije, ki se širijo, ki se pač zdaj pojavljajo tako in drugače, smo v neki dobi, ko pač državno omrežje še vedno delujejo, možno je to sproti te stvari demantirati, pač treba je slediti temu, kar je tukaj objavljeno, in pač tem lažnim informacijam ne nasedati. Nobena karantena za Ljubljano ali pa za katerikoli drugi del Slovenije v tem smislu, kaj karantena predstavlja, v bistvu ni smiselen, ker smo vsi v karanteni. Ukrepi, ki so danes potrebni, so ukrepi samo karantene. To je edini način, da preprečimo širjenje tega virusa, oziroma da ga upočasnimo, ker širjenje ni možno več preprečiti. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker nismo reagirali pravočasno. To, da tudi drugi niso reagirali po Evropi, je zdaj slaba tolažba. Ko smo mi začeli prositi odhajajočo vlado za ukrepanje in za koordinacijo, smo imeli analize, ki so jih naredile že univerze po svetu, kakšna je razlika med državami, ki so se pravočasno odzvale, in med državami, ki se niso. Ker imamo že, svet je globalen. In imamo 3 države, ki so uspele s pravočasnimi ukrepi zaustaviti oziroma upočasniti drastično širjenje virusa. To je Južna Koreja, Japonska in Tajvan. In nobena tega ni storila na tako drastičen način, kot, bom rekel, avtoritarna Kitajska. Povsod imajo parlamentarno demokracijo, ki je delovala
brez nekih ukrepov, ki smo jih pač videli na Kitajskem, kjer so tudi zamudili. Zdaj, kaj je bistvena razlika med reakcijami v državami, kjer so to pravočasno zauspeli širjenje, upočasniti širjenje, in med večino držav Evropske unije, kjer smo najbolj izpostavljeni tisti, ki smo v neposrednem sosedstvu ključnega evropskega žarišča, ki je severna Italija. Ko so ljudje iz Kitajske, predvsem iz Wuhan province, po kitajskem novem letu odhajali nazaj v države, kjer delajo ali poslujejo, in jih je v severno Italijo prišlo več kot 100 000, noben ni bil testiran, noben zdravstveno pregledan na letališčih, čeprav so nekateri sami to prosili. Ko so ti isti ljudje, ko so pač njihovi rojaki v istem statusu, iz iste province, v istem času prihajali v Južno Korejo, so morali vsi za 14 dni v karanteno, vsi so bili testirani in Južna Koreja je izvajala množično testiranje vseh potencialnih stikov. In na ta način so uspeli upočasniti širjenje virusa in se pač upočasnjuje. Zelo podobno so ravnali na Tajvanu in na Japonskem. In to vse že pred tedni, pred očmi svetovne javnosti, samo slovenska javnost je poslušala tiskovne konference, kjer so nekateri predstavniki stroke govorili, da tisti, ki nima vidnih znakov okužbe, ne širi okužbe. Zdaj vi se jim lahko zahvaljujete, jaz se jim ne morem. Se jim ne morem, ker to je bilo pač zgrešeno ravnanje. Zahvaljujem se pa vsem tistim, ki so kljub takšni kaotični situaciji v večinskem delu slovenske stroke vseeno opozarjali na stvari, pripravljali nekatere ukrepe, ki se brez teh priprav ne bi mogli izvesti, ki niso bili nikoli povabljeni na osrednje medije, na nastope. Mnogim je bilo to prepovedano, kot zdaj slišimo, ker se ni želela slišati resnico oziroma ker so bili obtoženi, da širijo paniko. Zahvaljujemo se vsem tistim, ki so pregoreli v tem času v laboratorijih, v kapacitetah, ki niso bile zadostne in še danes niso zadostne in se niso nič bistveno krepile v tem času, kljub prošnjam in opozorilom te stroke. In zahvaljujem se tudi vsem tistim iz ekipe, ki bo danes prevzela na rame neko breme, ki bi ga lahko odložili, komot bi ga lahko odložili. Posvojili situacijo čez 3 tedne, lahko bi takrat glasovali o novi vladi ali pa bi šli lahko takrat na nove volitve. Pa ga niso odložili, so mnogi, kljub temu, da so morali odgovarjati tudi na zelo specifično vprašanje na teh predstavitvah. Kandidata za ministra za zdravje ste danes mučili cel dan, praktično demokratični postopek, nič od tega, ampak vsi ti so morali tudi pripravljati ukrepe, ki jih je pač treba sprejeti. Jaz se jim za to zahvaljujem, čeprav vi pravite, da za to niso imeli pooblastil. Vsak ima pooblastila, da nekaj pripravlja, nima vsak pooblastil, da jih sprejema, in žal teh ukrepov nismo mogli sprejeti, še posebej ne pravočasno. Toliko, res hvala vsem, in to je velika večina v tem državnem zboru, ki razume to situacijo. Ostanite zdravi, ker tudi državni zbor bo moral v prihodnjem tednu ali pa v prihodnjih tednih sprejemati nekatere ukrepe. Jaz pač predlagam predsedniku državnega zbora, da se razmisli tudi o eventualni dopolnitvi poslovnika, kolikor je to možno, da se omogoči vsaj delovnim telesom, da delajo nadaljavo. Mislim, da to po ustavi ni možno za državni zbor, za delovna telesa. Bi pa to bilo možno, če se lahko Evropski svet sestane na videokonferenci in odloča, potem bi se lahko tudi delovna telesa. Vsa tehnika obstaja in lahko to traja tudi več tednov, in jaz mislim, da si državni zbor ne more privoščiti,
ne deluje v takšni situaciji, kjer bo veliko ukrepov, ki jih bo potrebno sprejeti zakonske narave. Hvala lepa.